Nogometaši Zavrča, ki so v tem drugem delu prvenstva v zelo solidni formi, so doma pričakali Goričane, ki nikako ne igrajo v dobri formi. Očitno se bodo v tem drugem delu prvenstva borili celo za obstanek v prvi ligi. Prva akcija tekme je pripadla gostom v 28. minuti, poskušanje Žigona tokrat zgrešil. Po dobre pol ure igre, prva akcija tudi Zavrča, streljal je Kiš, a tokrat ni bil najbolj natančen. Do konca prvega polčasa še dve obetavni akciji, obe na goriški strani. Najprej je zadel živi zid Martinović, drugič pa je meril čez gol. In še zadnja akcija prvega dela, poskušal je Širok, tudi on pa ni bil najbolj natančen, polčas neodločeno 0:0. Drugi del pa nekaj več obetavnih akcij, najprej kombinacija Goričanov, Eleke je bil nekoliko prekratek in zapravil lepo priložnost. Po podaji Težaka je prišel do strela Datković, z glavo pa je meril nekoliko mimo vrat. Še ena akcija Zavrča, poskušal je Grezda, tudi on ni bil najbolj natančen z glavo. Potem priložnost za Goričane, streljal je Pasqualini, Petrović pa je obranil njegov strel. Po izvedbi kota pa nevaren strel še Eleke, ostalo je pri začetnem rezultatu. Do konca še dve obetavni akciji, obe za nogometaše iz Haloz. Najprej je poskušal Kiš, ki ni uspel izkoristiti napake ožje obrambe Goričanov. Ob koncu dvoboja pa je poskušal še Balić, na pravem mestu je bil goriški vratar Kalileta, ki je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, in Goričani so iz Zavrča tokrat odnesli točko. Domači pa vendarle brez golov, tokrat je bilo 0:0. Mlađim igračima. Moram biti zadovoljen, danes so dobili priložnost mlajši igralci, nekaj zaradi poškodb in težav s kartoni, neki standardni niso mogli igrati in bila je težka delovna tekma. Nismo očekivali da bi mogli nešto na prekid, imali smo tu Bila je dobra tekma, še posebej v prvem polčasu. Igrali smo naš nogomet z veliko podajami, imeli smo nekaj priložnosti. V drugem pa je igral bolje Zavrč in mislim, da je remi danes povsem zaslužen. Better game than us, and so I think that 0-0 is a good result for both the team.